Lepo pozdravljeni. Včasih nam jo naša čustva prav pošteno zagodejo. Eno takšnih je tudi ljubosumje, s katerim se lahko srečamo že v otroštvu. O tem neprijetnem čustvu smo se pogovarjali s socialnim delavcem in terapevtom Branetom Krapežem. Gospod Krapež, kaj je pravzaprav ljubosumje? Ljubosumje je čustvo, ki se pojavi v situacijah, kadar nastopajo tri osebe. In sicer ljubosumna oseba, ljubljena oseba in tretja oseba, ki priteguje pozornost in ljubezen in naklonjenost ljubljene osebe. Se pravi, v teh situacijah govorimo o ljubosumju. Kadar sta v igri samo dve osebi, takrat pa gre za zavist in ne za ljubosumje. Ljudje pa včasih mešajo te dva čustva. Zakaj sploh pride do ljubosumja? Do ljubosumja pride takrat, kadar ocenjujemo, da je ljubezen in naklonjenost nekoga, ki ga imamo radi, ogrožena. Se pravi, kadar se pojavi neka tretja oseba, ki predstavlja potencialno nevarnost, da bo speljala ljubljeno osebo, pozornost in ljubezen ljubljene osebe in da bomo mi ostali brez ali da bomo zaradi tega dobili manj ljubezni in naklonjenosti. Ali je ljubosumje normalno čustvo? Ljubosumje je normalno čustvo, kadar gre za otroke. Za otroke je normalno, da čutijo ljubosumje. V situacijah, kadar recimo mama posveča več pozornosti mlajšemu bratu ali sestrici, potem starejši otrok z ljubosumnim vedenjem začne ljubosumje izražati in s tem mama opozarja nase. Jaz sem tudi tukaj, ne? In funkcija ljubosumja je, da pravzaprav namen, kaj želi otrok z izražanjem ljubosumja doseči, je pravzaprav potrditev ljubezni. Želi preveriti, ugotoviti, ali njega mama še vedno ima tako rada, ali je zdaj on odpisan in je ljubezen rezervirana za mlajšega brata. Kako naj se starši odzovejo na otrokovo ljubosumje? Odziv roditeljev je pogostokrat neustrezen na izražanje ljubosumja otroka. Poskušajo otroku dopovedati, naj ne bo ljubosumen, da ni v redu, ker čuti ljubosumja. To je isto, kot bi mu sporočili, ne bodi otrok. Otrok pa je otrok, ne, in je normalno, da čuti tudi ljubosumje. Na neustrezno reagiranje staršev na otrokovo ljubosumje je mogoče izražanje kritike, zakaj si ljubosumen, ne biti ljubosumen, a te ni sram, da si ljubosumen, ni nobenega razloga za ljubosumje, ali pa posmehovanje, glej, ke si ljubosumen, to niso primerni odzivi, ne, kajti na ta način pravzaprav otroku sporočajo, da to, kar čuti, ni v redu. Otrok pa čuti nekaj, kar je pravzaprav normalno za njega v tej situaciji. Kaj pa bi starši morali narediti v takšni situaciji? Tisto, kar bi starši morali narediti v tej situaciji, je dejansko narediti to, po čemer otrok kliče, po potrditvi ljubezni in mu povedati, da njega imajo ravno tako radi ali celo še bolj kot mlajšega brata, samo ker pač mlajši brat je majhen, pa še ne zmore, pa rabi več pozornosti, ampak ti si mi ravno tako ali pa še bolj pomemben in te imam rad. In to ponavadi otroka pomiri, ne. Kaj pa, če imamo iskreno enako radi oba otroka? Ali je v takšni situaciji laž primerna? Ko gre za majhne otroke, to ni pomembno. Se lahko zlažemo, kajti ta laž, seveda, ko gre za večje otroke, se ni dobro lagati. Ampak ko gre za zelo majhne otroke, ta laž ni škodljiva, ker pomaga otroku pri izgradnji dobre samopodobe in on dobi na ta način neko povratno informacijo od svojega roditelja, da je pomemben, da je vreden ljubezni in to je samo dobro. To bi bilo za danes vse. Naslednjič se bomo pogovarjali o ljubosumju, ki nas lahko prevzame tudi v odrasli dobi. Lepo se imejte, se vidimo v četrtek.